Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna, kjer za vas preverjamo, kaj dogaja na obali. Cene vrtcev se bodo povišale tudi v občini Ankaran. Na zadnji občinski seji so ankaranski svetniki med drugim določili nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Ankaran. Mi smo v bistvu zadnja občina Slovenske Istre, ki dviga cene, vse ostale so to storile že pred nami, kar pomeni, da se je cena v Ankaranu, cena vrtcev, nazadnje določala leta 2019. Od tedaj pa so se stroški materiala in storitev, stroški dela in živil za otroke drastično povišali, in sicer od 35 do 60%. Prav zato je zavod predlagal nove cene in jih občinski svet tudi določil. Kot je povedala vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Ankaran, bodo nove cene glede na prejšnje skoraj 30% višje, vendar to za starše pomeni zgolj 8,5 do 15% dvig zaradi progresivnih popustov, ki jih nov sklep o določitvi cen prinaša. Poskrbeli smo za to, da imajo starši v nižjih dohodkovnih razredih višje popuste in v višjih dohodkovnih razredih nižje popuste. Pri novih cenah je potrebno upoštevati tudi uvedbo olajšav. Torej, olajšave bodo konkretne, dosti višje, kot so bile doslej, kot rečeno, progresivni popusti. Poleg njih pa smo določili oziroma ohranjamo dosedanje ugodnosti. To so enomesečna tako imenovana počitniška rezervacija, ko starši plačajo zgolj 50% cene v primeru odsotnosti otroka zaradi dopusta oziroma drugih osebnih razlogov. Potem 50% rezervacija za odsotnost v primeru zdravstvenih razlogov in pa dodatna olajšava za tiste družine, ki imajo stanovanjski kredit za reševanje osnovnega stanovanjskega problema. Občina Ankaran bo ohranila sredstva v vrednosti 150 000 evrov za nadstandardni program vrtca. S temi sredstvi občina še naprej krije stroške za dodatne tečaje, na primer plavanja in gledališke šole, različne izlete ter obiske muzejev in gledališč, pevski zbor, obiske umetnikov, ki se pridejo predstaviti v vrtce in še kaj. Območje med Koprom in Izolo je dobilo najboljšo natečajno rešitev za preureditev tega pasu. Vse rešitve so predstavili na razstavi, ki bo v koprskem skladišču Libertas na ogled do 14. aprila. V ponedeljek sta občina Izola in mestna občina Koper v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v skladišču Libertas otvorili razstavo natečajnih rešitev za projekt ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo. Razstavljena so bila vsa dela 10 sodelujočih na javnem natečaju, med katerimi je tudi prvonagrajena rešitev krajinsko-arhitekturnega studija Land Studio 015 iz Ljubljane. Jaz bi rekla, da naš projekt prepoznava te obstoječe kakovosti prostora, na katerih smo gradili, tako da naši posegi niso zelo invazivni, ampak v bistvu gradimo novi prostor na obstoječih kvalitetah in valoriziramo tisto, kar že tam je. Prostor je zelo bogat s kulturno in naravno dediščino, kar je zmagovalcem projekta predstavljalo največji izziv in jim podalo nekaj omejitev. Zasnovali so sosledje pasov, ki vključuje tudi zeleni pas z dodatno linijo drevoreda, poleg obstoječega drevoreda Pini, pešpot, tekaško progo in kolesarsko stezo. Zeleni pas so mestoma prekinili z raznolikimi programi, ki vključujejo tudi kopališko infrastrukturo. Tako obsežen projekt pa bo zahteval tudi obsežno vsoto denarja. Skupna cena je namreč okoli 17 milijonov evrov. Pri našem delu je govora za kakšnih 5,7 milijonov ali pa celo več. Obstaja nekaj pobud in dejansko moram kar omeniti, tudi poslanci iz našega območja so naslovili na vlado zahtevek, naj gre to tudi pretežen del iz državnega proračuna, ker končno morje spada pod državo in ga ureja ona, občine bi pa želeli urediti območje ob morju. Se pravi, največji del tega pokrije država. Upam, da bo,
Izvedba del se sicer še ne bo začela tako zgodaj. Razlog za to je tudi sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, česar v Izoli še niso storili, zato bosta koprska in izolska faza bili izvajani ločeno, zaključek pa bo enovit. Če pa pogledamo neko realno časovnico, v letošnjem letu verjetno bodo zmagovalci natečaja morali izpiliti projekt do tega, da bo pripravljen za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja tudi terja nekaj časa, potem bo treba jasno ob zagotovitvi tudi finančnih sredstev narediti nov natečaj za izbor izvajalca del in začeti z deli. Naša ocena je, da nekje leto 2027 je najbolj realna ocena, kdaj bi lahko začeli z deli. Razstava bo v skladišču Libertas na ogledu 14. aprila, nato pa se bo premestila v izolsko Manciolijevo palačo. Letošnji razpis Univerze na Primorskem je mednarodne študente iz držav nečlanice Evropske unije razdelil v dve skupini. Na Univerzi na Primorskem je trenutno vpisanih 5744 študentov, od katerih je 1296 mednarodnih. Poleg mest za državljane Slovenije in Evropske unije, univerza razpisuje mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav zunaj Evropske unije, ki so z letošnjim letom ločeni od študentov Zahodnega Balkana. Cilj ločevanja tujih študentov je internacionalizacija. Se pravi, v Sloveniji imamo dva pomembna dokumenta. En dokument je tako imenovana resolucija o nacionalnem programu za visoko šolstvo, drugi je pa strategija internacionalizacije, kar pomeni, da smo mi kot univerza zavezani k internacionalizaciji. In zdaj je tako, da dejansko mi imamo s temi državami, se pravi, ki ste jih omenjali, Zahodnega Balkana, že sklenjene mednarodne sporazume, kar pomeni, da je relativno enostavno prehajanje s kandidati iz teh držav, z ostalimi pa še ne. Načeloma razdelitev študentov ne bo zagotovila novih mest v nobeni od skupin, ampak bo le prerazporedila obstoječa mesta za tuje študente. Tukaj je treba povedati, da naša univerza ima zelo velik delež mednarodnih študentov, se pravi, govorimo o tem od 22,56%. In imamo študente kar iz 48 različnih držav. Torej, mi ne pričakujemo tukaj, da bi kakorkoli zmanjšali delež oziroma število mednarodnih študentov. Gre samo za to, da sledimo temu, kar se dogaja. Torej, da dejansko študente, ki so v regiji, ki so že tako ali tako bolj zastopani med temi tujimi študenti, tudi imajo to svojo kvoto. Torej, zaradi lažjega prehajanja. Mesta za študente iz Zahodnega Balkana bi morala biti s tem zagotovljena, vendar lahko delitev skupin omeji število določenih tujih študentov na način, da vnaprej določi, iz katerih držav naj prihajajo tuji študenti, s čimer ni več zagotovila, da bodo mesto zasedli študentje iz Zahodnega Balkana. Lahko povem, recimo, te podatke nekako držim v glavi. Za recimo drugo stopnjo, ki je šel razpis prejšnji teden ven, imamo mi recimo 1087 mest za kandidate slovenske državljane Evropska unija, imamo 150, se pravi, za kvoto Zahodnega Balkana in 72 za vse ostale, kar v bistvu zelo lepo, če gledamo celotno sliko, odraža tudi sliko, kot jo imamo. Torej, mogoče na kakšnem programu mesto manj več, ampak celokupno gledano se pa ne bo spremenilo. Vendar pa državljani Zahodnega Balkana in državljani drugih držav nečlanice Evropske unije še vedno spadajo v isto skupino na univerzah v Ljubljani in Mariboru. Stanovanjska problematika, s katero se študenti na obali soočajo, pa ni razlog za spremembe pri vpisnih mestih. Ne, to pa moram reči, da ni nič povezano, ker univerza tukaj ogromno dela na tem, da pridobivamo nove postelje. Letos smo odprli nov študentski dom in tudi smo zdaj v fazi pridobivanja, mislim, da še tam je neko okrog 130 postelj, tako da absolutno to ni razlog. Univerza je tista, ki se trudi zagotavljati mesta v študentskem domu in tudi širše. Za mednarodne študente je na voljo več mest na programih, ki se izvajajo v angleškem jeziku. Na velikonočni ponedeljek so v Kubedu otvorili družinsko pravljično doživljajsko pot Velikani Istre, na kateri pohodniki iščejo sledi velikanov Istre in odkrivajo skrivnosti istrskega podeželja. Na velikonočni ponedeljek so v Kubedu otvorili pravljično doživljajsko pot Velikani Istre. Doživljajska pot je turistični produkt, ki ga je omogočila Mestna občina Koper in Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v sodelovanju z Zavodom Škratelj. Sicer po besedah Petra Žudiča iz Zavoda za kulturo, mladino in turizem je usmeritev na podeželje tudi del strategije turistične organizacije. Tako, mi se trudimo v zadnjih letih tudi
goste usmeriti na bogato zeleno podeželje, tako da današnji otvoritev te pravljične doživljajske poti je korak k temu za razvoj tega tudi zelenega podeželja. Gre pomembno tudi z vidika družinskega turizma, da se te koraki usmerijo v to, ker ne nazadnje to je pomemben segment turizma. Pravljično doživljajska pot je krožna pot, na kateri pohodniki iščejo sledi velikanov Istre in odkrivajo skrivnosti istrskega podeželja. Velikani Istre so res zelo posebna dogodivščina, ne samo, da se dogajajo v tej slikoviti vasici Kubet in da se seveda potem obiskovalci podajo po poti na Lačno, spoznajo res pristno Istro z njenimi vonji, z raznolikimi zelišči, z zgodovino pašništva. Spoznajo seveda tudi druge posebnosti, ki so povezane predvsem z istrobeneščino, narečjem, govorico. In da, iščemo velikane Istre, ki so Istro zgradili, ki so nekoč tukaj že bili, ki so zaradi pohlepa ljudi Istro tudi zapustili. Danes pa smo boljši, vsaj mi škrateljci smo seveda boljši in bomo se velikanom znali zahvaliti za njihovo veliko delo in morda se zopet vrnejo v te kraje. Morda so pa že tu. Sama pot traja približno 3 ure in je primerna za otroke nad starostjo 6 let. Nekateri za praznike niso počivali, ampak se športno udejanjali. Potekal je namreč rokometni turnir Koper Cup. Velikonočni konec tedna je bil v Kopru v znamenju rokometa, saj se je tu odvil že 8. mednarodni turnir Koper Cup. Gostili so 94 ekip iz 6 držav, in sicer iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Slovaške, letos pa se je prvič pridružila tudi Francija. Velikonočni turnir služi kot generalka pred julijskim turnirjem Eurofest, kjer pa gostuje preko 200 ekip. Ko smo videli, da je Eurofest postal tako popularen med vsemi evropskimi klubi, smo se pred 10 leti odločili za neko podobno verzijo, ker tudi v svetu so turniri v tem terminu, velikonočnem času, ko so tudi počitnice v šolah, da se odločimo za to. In vidimo, da je res interes vseh klubov velik in kot sami vidite potem v Tripu, v tej dvorani oziroma že v okolici, je vse polno mladih. Tekme so potekale v Kopru, Izoli in Hrpeljah. Gostili so preko 1500 mladih rokometašev in rokometašic od 8. leta starosti do kadetskih selekcij. Veseli smo, da bo letos Koper res v znaku rokometa, da ustvarimo ta vikend čez 3000 nočitev in po letnem času na Eurofestu še dodatnih nekih 17 000, torej preko 20 000 nočitev ustvarimo z obema festivaloma. Od 4. do 9. julija pa jih čaka še Eurofest. Organizatorji napovedujejo, da bo letos poseben in poimenovali so ga Mega Eurofest, saj bodo praznovali 30. izvedbo prireditve. Ta teden je v Izoli potekala javna predstavitev študije ustreznosti odvodnje odpadne vode z območja starega mestnega jedra. Študijo je pripravilo podjetje Hidrolab. Sama študija predlaga 2 ukrepa za rešitev poplavnih težav. Ta teden je v Izoli potekala javna predstavitev študije ustreznosti odvodnje odpadne vode z območja starega mestnega jedra. Študijo je pripravilo podjetje Hidrolab, samo študijem predloge ukrepov pa predstavil dr. Matej Uršič. Poplavna študija v prvi fazi določila območja, kjer se pojavljajo poplave in vzroke, zakaj prihaja do njih, v drugi fazi pa sta bila predstavljena možna ukrepa za rešitev poplavnih težav. Prva rešitev je rekonstrukcija obstoječega sistema, druga rešitev pa gradnja ločenega sistema, ki bi bila tudi krepko dražja. Dražja rešitev pomeni tudi večji strošek za posamezen priključek, ki pa pade na etažne lastnike oziroma na individualne hiše. Če imamo ločen sistem, eno kanalizacijo, drugo so meteorne vode, to pomeni, da bomo krepko prekopali Izolo, ampak priključek bo pa moral biti narejen tak, da bo vsak svoj strošek pokril in se priklopil na 2 priključka, na en jašek za kanalizacijo, drugega za meteorne vode.
Dejstvo pa je, da bi tudi s cenejšo rešitvijo dosegli želene rezultate, poleg tega pa bi rekonstrukcija obstoječega sistema bila v praksi tudi lažje izvedljiva, zaradi česar bo na koncu občina najverjetneje potrdila prvo, cenejšo rešitev. Mi smo se na občinski upravi pogovarjali, gospod Uršič je bil večkrat pri nas. Ko je bil ta projekt pripravljen za javnost, smo se pogovorili tudi o neki finančni konstrukciji in seveda je nemogoče staro mestno jedro tako prekopati in umestiti v te ozke ulice dvojni sistem. Ostal bo pač mešani in v to rešitev je treba zagristi. Župan je še zatrdil, da bo morala občina s pripravo projektne dokumentacije pričeti že v letošnjem letu. Nato sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja in zagotovitev zadostnih sredstev v proračunu. V tem letu sigurno moramo začeti pripravljati projekte. Tako da to je začetek. Začetek je pripraviti projekt, pridobiti gradbeno dovoljenje in potem in seveda zagotoviti finančna sredstva v proračunu. Sicer je bil strošek rekonstrukcije obstoječega sistema ocenjen na nekaj več kot 6 milijonov evrov, strošek gradnje ločenega sistema pa na skoraj 10 milijonov evrov. Ste pripravljeni na arheolov? V Piranu je tik pred sezono zaživelo novo turistično doživetje – arheolov. Ustvarila ga je arheologinja doktorica Vesna Merc, ki je podobno doživetje že pripravila v Ptuju. Ker je bil tam arheolov zelo uspešen, se je odločila, da ga razširi tudi v Piran. Jaz sem arheologinja in sem vedno imela željo narediti preteklost bolj zanimivo. Nekako se mi je zdelo, da muzeji, vsaj včasih, so precej suhoparno predstavljali zadeve, pa se mi je zdelo, da preteklost ni samo tisto v muzeju, ampak je tudi po mestih. Vedno vsako mesto se razvija iz nekega zgodovinskega tkiva in tam je potem cel kup ostankov zgodovine in pa arheologije, ko v bistvu ljudje hodijo mimo in ne vejo, zakaj se gre. Jaz sem hotela, da je to pokazano bolj zanimivo in privlačno, predvsem pa igrivo. Arheolov povezuje turizem in kulturno dediščino. Idejo sta podprli Ministrstvo za kulturo in Evropski sklad za regionalni razvoj. Cilj doživetja je, da skozi zabavne naloge in igre otroci spoznajo zgodovino mesta. Arheolov je taka pustolovščina, dogodivščina mestna. Malo je podobno recimo sobam pobegam, dobiš neke uganke, na katere je potrebno odgovoriti, iščeš po mestu namige, zbiraš jih, zapisuješ v knjižico. Imamo uganke, ki so malo računske, malo moraš potem kaj poiskati po mestu in potem zbiraš točke in na koncu je še eno skrivno geslo, ki ga potem družina v bistvu skupaj odkrije. Tako da je ena igriva pot skozi mesto, v kateri se nekaj naučiš, predvsem se pa zabavaš. Knjižico za arheolov je ilustrirala nagrajena ilustratorka Tamara Rimele. Doživetje je namenjeno družinam. Otrokom je to najbolj zanimivo nekje od 6. leta, pa potem še 1. pa 2. triada osnovne šole, potem pa so že malo večji. Poleg tega nam je bila v interesu, da naredimo neko igro, ki odtegne otroke stran od mobitelov, pametnih naprav, ker se mi zdi, da jih lahko pritegneš samo s tem, da jim je nekaj res zabavno. In to nam je kar uspelo. Knjiga bo od naslednjega tedna dostopna v turistično-informativnem centru Piran. Nameravajo jo prevesti tudi v angleščino. Če ne gre 180 po Primorki, gre pa malo počasneje v Zadru. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Pričenjamo z napovedjo gledališke predstave za otroke, ki se bo odvila jutri v soboto ob 17. uri v Kulturnem domu v Izoli. Predstava nosi naslov Tinko Polovinko in predstavlja junaka iz domišljijskega sveta, glasbenega pedagoga in skladatelja Janeza Bitenca.
Na sobotni večer pa se ob 19. uri v auditoriju Portorož lahko udeležite koncerta pihalnega orkestra Umetniške gimnazije Konzervatorija Maribor. Še isti večer pa se bo v izolskem baru Kanava House odvil večer elektronske glasbe, kjer se bodo pod okriljem kolektiva Lupt predstavili 4 predstavniki elektronske glasbe: The Curious Incident, Stained, Saints of Florence ter Dash. Pričetek ob 22. uri. Naslednji dan, na nedeljo 7. aprila, se v večernem času lahko udeležite enega izmed koncertov v sklopu cikla Symphonic Voices 2024. Tokrat se bodo predstavili komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki ga bodo pod okriljem dirigenta Stojana Kureta pospremili sopranistka Pia Novak, baritonist Martin Kozjek ter pianistki Rebeka Dobravec in Lara Oprešnik. Predstavili bodo kompozicijo Joannesa Brahmsa Nemški rekviem. Pričetek ob 19. uri. Medtem se bo ob isti uri v gledališču Tartini Piran v sklopu Profi teatra pričela gledališka komedija Fetiš na uniforme. V ponedeljek 8. aprila pa v Centru mladih Koper sledi dogodek ravno pravšnji za spomladanski čas. O 15. uri se bo namreč odvila delavnica presajanja rastlin, vzporedno pa bo potekala izmenjava podtaknjencev. 9. aprila oziroma na torkov večer pa bo v piranskem Media domu potekala počastitev spomina na Rudolfa Maistra, Vojanova generala in pesnika. Pričetek ob 18. uri. V četrtek 11. aprila pa se bo v portoroškem auditoriju odvil večer baleta. Na njem se bo predstavil madžarski mladinski baletni ansambel Madžarske baletne univerze iz Budimpešte. Pričetek ob 18. uri. Na petkov večer nato sledita še 2 koncerta. Prvi se bo pričel ob 19:30 v gledališču Tartini v Piranu, kjer bo oder zasedla slovenska pop-rock zasedba Avtomobili. Ta je bila ustanovljena že leta 1982 v Novi Gorici. Drugi koncert, ki se ta večer obeta, pa se bo odvil v izolskem Hangar baru. Predstavil se bo piranski glasbenik Jure Lesar v spremljavi zasedbe Krila ptice, ki jo predstavljajo Jan Fanedel, Matic Isovski, Gašper Perši in Timotej Majer. Prisluhnimo Lesarjevi istoimenski skladbi Krila ptice. Čisto blizu mojih sanj, gor na tvojem krilu, cvet je skrival med, preden mesto spet zamenja svoje mladost za novo mladost. To je z naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji našega časopisa Megafon. Se vidimo prihodnji teden.
Hvala za pozornost in se vidimo naslednji teden. Želimo vam prijeten konec tedna.